Fantasy. Radio Fantasy. Z enim zgodnim klepetom. Mislim, da to je najhitrejši pa najbolj zgoden gost ever. Jaz tudi mislim, da. Mislim, da še tak zgodi pa res nismo nobela. Zelo malo nekih intervjujev v tej smeri, bilo se ne spomnim. Ne. Vasja Čuretnik, dobro jutro. Dobro jutro vam in vsem poslušalcem, zgodnim seveda. Zgodnim, zdaj bomo rekli tako, ne. Terme Olimja, Terme Tuhelj. Tudi drži. Vse posod. Aqualuna. Ja, tudi, ja. Ti si vse posod. Ti si še zelo dolgo tam in smo na ti, glede na to, da se poznamo od pamti veka nekje. Dolgo, ja. In lepo, zdaj, ravno prej si Šuši ti govorila, v petek se odpira Aqualuna, ne? In evo. Ja, ta petek odpiramo Aqualuno, letos smo posodobili te naše safari živali, tako da si bodo lahko otroci, ko bodo pri obisku v Aqualuni malo ogledali eksotične živali iz safarija. Poleg tega pa seveda prenovljena gostinska ponudba, nekaj več animacije in pa popolnoma novi gostinski lokal na terasi vhodnega objekta. Kakorkoli temu smo bili primorani, glede na lansko nesrečo, ki smo imeli v avgustu. Ampak lani ste tudi kar hitro se zorganizirali, po tistem požaru je šlo cp in ste bili že spet odprti. Tako je, smo stopili skupaj in v enem dnevu zadeve porihtali, ampak sedaj je pa Aqualuna pripravljena, tako kot mora biti in kot sem rekel, v petek jo odpiramo. Seveda bo prvi ta odpiralni čas še ta predsezonski, med tednom bo sedaj Aqualuna odprta od 9. do 18. ure, ob vikendih pa od 9. do 19. ure, potem pa, ko bo malo, še sonce malo bolj pripeklo, pa seveda to delovanje podaljšamo. Zdaj, vse smo rekli, pač eno statistiko imamo, samo to, da veš. Mi smo podložene majčke kupili letos, pa smo se zdaj odločili za versko dieto, ne, da pač jedli bomo vse, pa Boga molili, da shujšamo do petka, ker Aqualuna pač v petek odpira svoja vrata kaj ob 9. zjutraj. Ob 9. tako je. Eno statistiko imam tukaj, ko bi rad povedal. Ne. Aqualuna najkopališče 2023, kaj pa to? Ja, drži, že, pa ne samo 2023, mislim, da tudi leto pred tem, tako je. Bomo videli, tudi leto se bomo seveda potegovali za ta laskavi naslov, ampak to nas ocenjujejo obiskovalci, če bomo vse dobro naredili, za kar se seveda vedno trudimo, si lahko obetamo, da bomo še kdaj pridobili ta naslov. Ulovič, ja, vse prav, ne? Ok, zdaj pa vas jaz sem na brzino, koliko topoganov imate v Aqualuni, zihar moraš vedeti? Ja, topoganov, prav teh, kar se tiče slajdov, je 13 ljudi se lahko naenkrat spusti po toboganih v Aqualuni, seveda takrat, ko si delajo, ker kamikazo kot tako odpiramo občasno, seveda pa najbolj atraktivna še vedno King Cobra, the one and only, v Aqualuni, pa tudi lansko leto smo naredili novi Force Light, torej z 4 stezami, tako da se kar dogaja. No, drugače, lahko v Aqualuni kupite tudi vstopnice, za poslušalce govorim, v bistvu v kombinaciji s kosilom. Ja, drži. Do 11. ure. Tako, vstopnice so pač različne, so navadne dnevne vstopnice, popoldanske, vstopnice družinske, kjer kombiniramo odrasle in otroške in pa seveda vstopnice za kosilom. Odlično. Vse te vstopnice lahko kupite tudi preko spletne strani, na online, s tem pač preskočite vrsto v sami Aqualuni, kar je včasih, predvsem zjutraj, ko veliko ljudi naenkrat pride in gredo si na blagajno, kljub temu, da imamo vse blagajne odprte, nemogoče vse v istem trenutku prodati, zato je pač se splača, da si to nabavite kar prek spleta in samo za QR kodo na telefonu vstopite v Aqualunu. Enostavno, ne? A se kdaj zgodi, da Aqualuna zaprta za obiskovalce, ker je prepolna? To se pa še dolgo ni zgodilo, ker Aqualuna ima res veliko kapacitet, veliko ležalnikov, senčnikov, ogromne prostore in v zadnjem času bi rekel, da ne. Na drugi strani pa kakorkoli delajo tudi vsi ostali bazeni v Termah Olimja, zunanji in tako, da se ljudje malo porazdelijo, če že pride do takšne situacije. No, pa Zgodovina, ja, ker... Ne, jaz sem hotela sam navezati se na Tuhelj še, zaradi tega, ker nedalec stran od Aqualune je še pa Tuhelj, ko pa pač je bolj za
družine in tudi otroke, mislim, jaz sem bila tam najsrečnejši otrok na svetu, se pravi, da lahko tudi z obiskom Aqualune še mogoče greste pogled po Terme Tuhelj, ker ravno delimo vstopnice, ne? Ja, dobrih 25 km naprej od Terme Olimia, po četrtka, pa so tudi Terme Tuhelj na Hrvaškem, kjer sicer v enem delu poteka investicija, ampak leta ne moti našega vodnega planeta, na katerem je prav tako veliko zabave z našim Tuhijem, ki ravno ta mesec praznuje rojstni dan, tako da imamo tudi ugodne akcijske ponudbe, ki lahko vsi poslušalci preverijo na naši spletni strani. In ja, tudi v Tuhlju bo pestro in se bo dogajalo veliko, tam je pa zunanje kopališče prav tako veliko in sprejme še celo nekaj več gostov kot sama Aqualuna. Vidiš? Tuhi Light Weekend, ja, ob tem rojstnodnevnem praznovanju maskote vaši, ki smo ugotovili, da je zelene barve, ima pa modri klobuk oziroma kapo, karkoli pa že nosi. Tako da to je to. Ja, lej, zdaj Vasja, vabljeni, ne? Absolutno, vsi ste vabljeni, mi bomo držali pesti, da bo vreme boljše kot danes, letošnje poletje, in če bo tako, verjamete, da se bomo in v Aqualuni in v celotnih termah Olimia ter tudi termah Tuhelj maksimalno potrudili za vse naše obiskovalce. Kot vedno, to je treba reči. In ne bom rekel, mogoče se vidimo, upam pa, da naredimo še tudi kako animacijsko dogajanje. Z veseljem. Tega smo delali precej od odprtja Aqualune, se spomnim čist prvih let od 2001 naprej, tako da zagotovo je čas, da kaj ponovimo. Ja, se strinjam. Vasja, hvala lepa in uspešno poslovanje. Tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem. Pa hvala, ker si prišel prvi tak zgodi. No, zdaj gremo pa na kavo. Radio Fantasy.